Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Tokrat se bomo premikali v rdeče. V prvem delu oddaje si bomo pogledali rdeči premik. Zanimiv pojav, ki astronomom med drugim pomaga meriti hitrosti zvezd, mase zvezd in razdalje do oddaljenih galaksij. Nekoliko bolj tehnična tema, ki razkrije, kako je rezultat meritev odvisen od opazovalca. V drugem delu pa še nekaj novic. Videli smo, kaj se zgodi ob trku letala in majhnega balona. Raziskovalci so na Antarktiki našli ohranjen 6 milijonov let star led. Jupiter je konkretno vplival na izgled Osončja. In še nekaj samopromocije. Izšel je učbenik Uvod v astronomska opazovanja za dijake in dijakinje. Gremo. Danes bomo govorili o rdečem premiku v vesolju. Na to temo me je opozoril poslušalec Tomaž, ki je na rdeči premik pomislil ob poslušanju prejšnje epizode. V prejšnji epizodi je bilo govora o merjenju razdalj v vesolju. Zelo na kratko, rdeči premik nam pove, kako hitro se od nas premika vir svetlobe. In zato je med drugim zelo uporabna količina za merjenje razdalj v vesolju in celega kupa drugih stvari. Mogoče vam že kar sedaj izdam, da rdeči premik ni eden, ampak jih je več in spregovorili bomo o vseh. Ok, poglejmo si nekoliko bolj podroben, zakaj gre, in čeprav je v astronomiji predvsem pomembna svetloba, se bomo najprej za trenutek ustavili pri zvoku. Vsem je znana naslednja situacija. Slišite sireno reševalnega vozila, vse glasnejša postaja, skoraj preglasna za zdržati. Ampak to ni vse. Ko se vozilo zapelje mimo vas, se nenadoma spremeni višina tona zvoka sirene. Spremeni se frekvenca zvoka. Bilo bi sumljivo, če bi voznik ravno takrat zamenjal ton in tega tudi zares ne naredi. Ravnokar ste doživeli Dopplerjev pojav. Nekoliko bolj podrobno, ko se nam vozilo približuje, je ton višji kot takrat, ko se vozilo od nas oddaljuje. Hitreje, ko se giblje vozilo, večja je razlika v tonu. Razlog za ta pojav je valovna narava zvoka. Zvok si lahko predstavljate kot valove na vodi. Le da se valovi širijo v 3 dimenzijah. Ti valovi, pod narekovaji, so pravzaprav zaporedje zgoščin in razredčin, ki se širijo skozi snov. Če se vir zvoka ob tem giblje proti nam, je razmik med 2 zgoščinama manjši, kot bi bil, če bi bila sirena pri miru. Manjši razmik pomeni višjo frekvenco oziroma višji ton. In obratno, če se sirena giblje stran od nas, bo razmik med zgoščinami večji, kar pomeni manjšo frekvenco oziroma nižji ton. Mimogrede, če bi sirena stala pri miru in bi se gibal poslušalec, potem bi prav tako doživeli Dopplerjev pojav. In poslušalci, ki se glede na sireno gibljejo z različnimi hitrostmi, bi slišali različne tone sirene. In ton sirene je torej odvisen od situacije ali pa bolj učeno koordinatnega sistema poslušalca. Kmalu bomo videli, da je Dopplerjev pojav izjemno pomemben v astronomiji, ampak ne v povezavi z zvokom, ampak svetlobo. Svetloba je namreč tudi valovanje in zato tudi pri svetlobi, ki jo izseva gibajoče se telo, pride do Dopplerjevega premika. To ne pomeni, da zvok in s tem skoraj zagotovo Dopplerjev pojav ne obstaja v vesolju. Povsod, kjer je neka snov, obstaja tudi zvok in le izmeriti ga je težko.
oziroma skoraj nemogoče neposredno, ker so stvari tako daleč stran od nas. Običajno so posledice zvočnih valov odtisnjene v svetlobi objekta, ki ga opazujemo. In tako potem posledice zvoka lahko razberemo posredno. Področja raziskovanja, kjer je zvok pomemben, so planetarne atmosfere, zvezdna seizmologija in mogoče malo bolj eksotično, medzvezdni oblaki snovi. Kot rečeno, je svetloba tudi valovanje, in sicer valovanje električnega in magnetnega polja. V primerjavi z zvokom si je valovanje takšnih polj težko predstavljati, ampak ideja je v osnovi enaka. Svetloba je torej valovanje, kjer si valovi sledijo v določenih presledkih. Manjša, ko je razdalja med valovoma, večja je frekvenca. In večja, ko je razdalja med valovoma, manjša je frekvenca. Pri svetlobi seveda nimamo tonov, kot pri zvoku. Govorimo o barvnih tonih, ampak to ni čisto isto. Ampak frekvenca svetlobe se prevede v barvo. Omejimo se zaenkrat na svetlobo, ki jo vidimo z našimi očmi. Imamo torej mavrico barv, od vijolične, modre, rdeče. Svetloba modrih barv ima visoko frekvenco, svetloba rdečih barv ima pa nizko frekvenco. Tako kot pri zvoku, tudi pri svetlobi vidimo Dopplerjev pojav. Recimo, da opazujemo zvezdo. Zvezda se od nas giblje z določeno hitrostjo in svetloba bo zato imela manjšo frekvenco. Pomislite na zgodbo o zvoku. Premik k manjšim frekvencam lahko opišemo tudi kot premik svetlobe proti rdeči barvi. Vir svetlobe bo izgledal bolj rdeč, kot bi bil, če se ne bi premikal. Svetloba torej doživi rdeči premik. In smo prišli do tega rdečega premika. Seveda obstaja tudi modri premik, o katerem govorimo, če se zvezda giblje proti nam. V tem primeru bo svetloba premaknjena majčkeno proti modri. Opazujemo zvezde in vidimo, da je njihova svetloba bolj ali manj rdeča kot kaj. Kako sploh lahko izmerimo, da se zvezda giblje proti nam ali pa stran od nas? Najprej svetlobo zvezde je potrebno razkloniti v mavrico. Mogoče ste to že kdaj naredili, na primer z uporabo prizme. Pomislite na naslovnico albuma Dark Side of the Moon od Pink Floydov. Ali pa s CD-jem, če na CD posvetite svetlobo, bo odbita svetloba razpršena v mavrico. V tem primeru v bolj kompleksnem vzorcu kot pri prizmi. Na podoben način astronomi razklonijo svetlobo, le da za to uporabljajo izredno zapletene instrumente. Kako izgleda mavrica svetlobe zvezde? Na prvi pogled se zdi, da so pri zvezdah prisotne vse barve svetlobe. Ampak če pogledamo zelo podroben, vidimo, da na nekaterih mestih svetlobe zmanjka. V mavrici opazimo zelo ozke temne črte. Te črte so povezane s plinom v zvezdah. Plin v zvezdni atmosferi absorbira svetlobo pri določenih frekvencah in svetloba teh frekvenc ne pride do nas. Pomembno je, da različne vrste atomov in molekul plina ustvarijo črte pri točno določenih in različnih frekvencah. Vodik pri določenih frekvencah, kisik pri drugih in tako naprej. Črte v mavrici so torej kot črtna koda v trgovini. Ko v mavrici vidimo črto na določenem položaju, vemo, ta črta je nastala pri absorpciji svetlobe pri določenem elementu. In na ta način sta v bistvu Jules Janssen in Norman Lockyer leta 1868 odkrila element helij. Opazovala sta mavrico svetlobe sonca
in tam našla črto elementa, ki ga do takrat še niso opazili na Zemlji. In nov element so poimenovali helij, in šele 13 let kasneje so helij odkrili tudi na Zemlji. Ampak, če gremo zdaj nazaj k zvezdam in k Dopplerju, zvezda se torej giblje in frekvence svetlobe, ki pride do nas zaradi tega Dopplerjevega pojava, premaknejo. Premakne se tudi črtna koda v mavrici. In ko znanstvenik analizira črte, vidi, da so premaknjene glede na pričakovan položaj. Iz premika lahko izmeri hitrost, s katero se zvezda giblje od ali pa proti nam. Morda se ob tem vprašate, ampak kako je pa potem z gibanjem Zemlje? Zemlja se tudi giblje okrog Sonca. Torej ima neko hitrost glede na oddaljeno zvezdo. In res, Zemlja se v enem letu enkrat giblje proti zvezdi, enkrat pa stran od zvezde, in hitrost se nenehno spreminja, ker Zemlja potuje po elipsi okrog Sonca. To se dejansko pozna na mavrici svetlobe. Zato moramo pri teh meritvah gibanje Zemlje upoštevati, preden lahko analiziramo svetlobo zvezde. Tako že lahko vidite, da je stvar v praksi precej komplicirana, ampak to je pač znanost. Meritev hitrosti oddaljevanja ali pa približevanja je zelo uporabna stvar. Ta hitrost je eden od pomembnih podatkov, ki jih potrebujemo, če želimo poznati gibanje zvezd v galaksiji. Ali pa, ko opazujemo dvojni zvezdni sistem, ki se ena zvezda giblje okrog druge. Če poznamo hitrosti gibanja obeh zvezd v sistemu, lahko izmerimo maso teh zvezd, kar je zelo pomemben podatek. V zadnjih desetletjih na podoben način lahko odkrivamo tudi črne luknje ali pa eksoplanete, ki so del dvojnih sistemov. Ok, vse lepo in prav, zdaj vemo, kaj je rdeči premik, ampak vprašanje poslušalca Tomaža se je v bistvu navezoval na en drug rdeč premik, rdeč premik, ki je povezan z velikimi razdaljami v vesolju. Vesolje se širi. To se je težko predstavljati. Širi se namreč sam prostor. Običajno za širjenje uporabljamo prispodobo s peko kruha. Recimo, da imamo zameseno testo za kruh, v njem so rozine, damo peči kruh v pečico in testo se bo začelo napihovati. Z njim pa tudi rozine. Rozine se torej ne premikajo znotraj kruha, ampak skupaj z njim. Nekako tako je v vesolju. Prostor med galaksijami se širi. Pri takem širjenju se galaksije seveda oddaljujejo ena od druge, imajo neko hitrost, relativno ena na drugo, in tako zopet pridemo do premika v frekvencah svetlobe. Če opazujemo oddaljeno galaksijo, bo mavrica svetlobe galaksije premaknjena. In kar je sploh zabavno je, da bolj ko je oddaljena galaksija, hitreje se oddaljuje od nas in bolj bo mavrica v tem primeru premaknjena. Zopet govorimo o rdečem premiku in da ga ločimo od klasičnega rdečega premika, o katerem smo govorili prej, mu v tem primeru rečemo kozmološki rdeči premik. Kozmološki, ker se dogaja na zelo velikih razdaljah in je povezan s širjenjem vesolja. Večji, ko je rdeči premik galaksije, bolj je galaksija oddaljena od nas. In obratno. Trenutno najbolj oddaljena znana galaksija ima rdeči premik 14,5. To pomeni, da frekvence svetlobe te galaksije so premaknjene za faktor 14,5 plus 1. Torej, za faktor 15,5. To je podrobnost, ki vam ne pove veliko, ampak tako malo za občutek. No, ko znanstvenik izmeri rdeči premik, lahko vrednost vstavi v model širjenja vesolja in iz tega prebere dejansko razdaljo do galaksije. Zdaj, ker se vesolje širi, je sama definicija razdalje v vesolju na velikih razdaljah tudi problematična in neintuitivna, ampak v to se zdaj ne bomo spuščali.
Mislili bi si, da se s tem zgodba o rdečem premiku konča, ampak dejansko obstaja še en rdeči premik in ta je povezan z gravitacijo. Svetlobi, ki potuje stran ali pa k viru gravitacije, se spremeni frekvenca. Če potuje stran od vira gravitacije, se ji mavrica premakne v rdečo, dobimo gravitacijski rdeči premik. Če potuje k viru gravitacije, se ji mavrica premakne v modro. Gravitacijski rdeči premik je bil izmerjen za številne zvezde in tudi za naše Sonce. No, zdaj o rdečem premiku veste kar veliko, mogoče več, kot bi si želeli. Glavno sporočilo te zgodbe je, da se svetlobi pri potovanju skozi vesolje lahko marsikaj čudnega dogaja. In tisto, kar izmerimo, je zato drugače kot tisto, kar bi izmerili, če bi se nahajali nekje drugje v galaksiji ali pa pri viru svetlobe. In kar je najbolje pri vsej zgodbi, je, to dejansko ni ovira, kar nam prinese nove možnosti raziskovanja vesolja. To je bila kar težka tema, upam, da ni bilo preveč zahtevno. Gremo na bolj lahke stvari, torej na novičke iz sveta vesolja. Pred nekaj tedni je letalo družbe United Airlines potovalo na liniji Denver-Los Angeles. Nenadoma je počelo, eno izmed 2 vetrobranskih stekel na letalu je bilo povsem razpokano, pilot je imel okrvavljeno roko. Na srečo je steklo zdržalo in je še vedno ščitilo pilota in kopilota, seveda se je pa postavilo vprašanje, kaj za vraga je treščilo v letalo. Pilot je na družbenih medijih ugibal, da je šlo za trk z delcem vesoljskih smeti. Okrog Zemlje je vse več satelitov in vse več odsluženih satelitov je poslanih v atmosfero, kjer naj bi v vrhnjih delih atmosfere zgoreli. V zadnjem letu 2 je postalo jasno, da kar velikokrat satelit ne zgori povsem in vse več velikih delov satelitov pade na Zemljo. Je torej res šlo za prvi dokumentiran trk letala in delom satelita? Verjetnost za takšen trk je precej majhna, zato je bila že v začetku sprejeta z dobro mero zadržanosti. In res, izkazalo se je, da je letalo trčilo z balonom. Šlo je za enega izmed balonov podjetja Windborne Systems, ki s pravo floto majhnih balonov zbira podatke o atmosferi za napoved vremena. Posamezen balon je majhen, z maso okrog 1,2 kg, kar je sreča, pri večji masi bi prišlo do veliko resnejše škode pri trku. Verjetnost za trk med letalom in balonom je bila ocenjena kot majhna, zato se pred trkom podjetje glede tega ni kaj dosti sekiralo in je dobilo tudi dovoljenje za spuščanje balonov. Vprašanje je, če se bo sedaj kaj spremenilo. Baloni, vesoljske smeti, celo meteorji, verjetnost trka se s takšnim naborom potencialno nevarnih objektov kar poveča. In zaenkrat se nam sicer še ni treba bati letenja, ampak mogoče je čas, da se ta divji zahod na nebu in nad njim malo bolje regulira. Drugače bomo kmalu kot galci, ki so se bali tega, da jim nebo pade na glavo. Ostajamo na Zemlji. Zanimiva novica iz antarktičnih logov. Skupina ameriških znanstvenikov je našla do sedaj najstarejši led na Antarktiki. Led je nastal pred 6 milijoni let. V geološko zgodovino Zemlje lahko pokukamo na različne načine. Tu so seveda kamnine, fosili, magnetizem in še. Vsak način merjenja nam da neko drugo informacijo in tako je tudi z arktičnim in antarktičnim ledom. Debela
ledena odeja je rasla na milijone let, vsako leto je na površju Arktike in Antarktike zapadel nov sneg, pod seboj je ujel in ohranil prejšnje plasti, in če naredimo vrtino v led, dobimo pogled v vso to zgodovino. V ledu so seveda ujeti tudi plini, kar je super. Relativne zastopanosti različnih plinov nam povejo po eni strani starost ledu na določeni globini, po drugi strani pa tudi, kakšno je bilo v zgodovini podnebje. Osnovna logika je, da bolj ko vrtamo v globino, dlje v zgodovino gremo. In mislim, da je do zdaj najbolj globoka vrtina da sega do globine 2 kilometrov pod površje. S to vrtino so pred kratkim evropski raziskovalci prišli do 1,2 milijona let starega ledu. Ameriški raziskovalci so bili bolj pretkani in vrtine so delali na področju Antarktike, kjer so pričakovali, da bo starejši led bližje površju. Naredili so več vrtin, globokih med 100 do 200 metrov, in ko so analizirali led, so ugotovili, da je star okrog 6 milijonov let. Led in plin, ki je ujet v ledu, bodo raziskovalci še nekaj časa proučevali. So pa že ugotovili, da je temperatura na Antarktiki v obdobju med 6 milijoni let in okrog 50 tisoč let nazaj padla za okrog 12 stopinj. Glede na uspeh te raziskave bodo v naslednjih letih raziskovalci naredili še več vrtin. Že kar nekaj časa je jasno, da je planet Jupiter igral pomembno vlogo v formaciji Osončja. Nedavna raziskava je pokazala, kako je Jupiter vplival na nastanek različnih vrst meteoritov in mogoče pomembneje za nas, kako se moramo prav Jupitru zahvaliti za Zemljo, kakršno poznamo. Jupiter je ogromen planet z 2-krat večjo maso od vseh ostalih planetov skupaj. Rasti je začel kmalu po nastanku Sonca in to zelo hitro. In svojo gravitacijo je začel mešati štrene v svoji okolici, spodbudil je nastanek zgoščenih pasov plina in prahu okrog Sonca in s tem pospešil nastanek preostalih planetov. V okolici Jupiterove orbite je zazevala praznina, Jupiter je Osončje razdelil na notranji in pa zunanji del Osončja, ki imata precej različne lastnosti. Kako to vidimo? Pogledati moramo meteorite. Meteoriti, ki izhajajo iz predelov vesolja bolj oddaljenih od Jupitra, vsebujejo veliko ledu. Tisti, ki so nastali v notranjem delu Osončja, imajo manj ledu, več kovin. Izgleda, da po nastanku Jupitra ni prišlo do veliko mešanja materiala med zunanjim in pa notranjim delom Osončja. Igra gravitacije Jupitra in Sonca je obenem ujela delce v notranjem delu Osončja. Namesto da bi delci počasi padli proti in v Sonce, so imeli čas, da so se v naslednjih nekaj milijonih let počasi sprijeli v asteroide, planetoide in planete. A tu se vloga Jupitra še ne konča. Lahko bi se vprašali, zakaj imamo v našem Osončju notranje planete na relativno velikih oddaljenostih od Sonca. V veliki večini drugih Osončij najdemo planete veliko bližje Soncu. V mladih Osončjih je prisotnega še veliko plina, ta zavira planete in zato se njihove orbite krčijo in sčasoma planeti pridejo zelo blizu svoje zvezde. Izgleda, da do tega procesa v Osončju ni prišlo. Razlog je bil verjetno zopet Jupiter, ki je preprečil, da bi plin iz zunanjega dela Osončja prišel v notranji del. S tem je pa preprečil krčenje orbit notranjih planetov. O nastanku Osončja še zdaleč ne vemo vsega, se je pa potreben zavedati, da je šlo za izredno zapleten proces. Nastanek Zemlje in na njej ustreznih pogojev za življenje je bilo odvisno od veliko naključnih faktorjev,
če bi bili pogoji ob nastanku Osončja nekoliko drugačni, Zemlje, kot jo poznamo, in s tem življenja mogoče ne bi bilo. In še malo samo reklame. Pred nekaj tedni je šel učbenik Uvod v astronomska opazovanja za dijake in dijakinje. Napisala sva ga jaz in Andreja Gomboc. Učbenik je namenjen dijakom in dijakinjam in nasploh vsem, ki se želijo podučiti o osnovni teoriji, ki jo potrebujete, če želite biti dober opazovalec in se obenem želite recimo lotiti kakšnega bolj konkretnega projekta. V učbeniku so zbrana tudi navodila za uporabo različnih programov, pa navodila za iskanje in opazovanja prehodov eksoplanetov in tako dalje. Učbenik je na voljo zastonj na spletu, za zapiske bom dodal povezavo. Torej, če vas stvar zanima ali pa poznate koga, ki bi mu učbenik koristil, potem veste, kam morate iti. To je bila 23. oddaja podcasta Portal v vesolje. Vabim vas, da si poslušate še kakšno drugo oddajo v vesolju, na primer Dunja Fabjan in Maruša Žerjav v podcastu Temna stran Lune. Tokrat govorita o vrtenju zvezd in kako vrtenje lahko uporabimo za merjenje starosti zvezd. Boris Kamp pa v zanimivostih nočnega neba na Radiu Ognjišče tokrat gosti Roka Palčiča. Govora je bilo o kometih in astrofotografiji. Če imate kakšno vprašanje ali pa predlog za naslednje epizode, mi to kar sporočite, vsake reakcije sem vesel. Naslednja epizoda bo na sporedu čez 3 tedne, do takrat pa vam želim veliko jasnih noči.